Lepo pozdravljeni. Osrednja tema tokratnega fleša so napovedani varčevalni ukrepi v šolstvu. No, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s 1. januarjem pričelo izvajati ukrepe in sicer brez dogovora s sindikati, s katerimi želijo privarčevati 10 milijonov evrov. No in ti ukrepi med drugim ukinjajo plačilo za izvajanje učne pomoči učencev, zmanjšujejo sredstva za srednje šole, zmanjšujejo sredstva za glasbene šole, za interesne dejavnosti in nenazadnje tudi za šolo v naravi. No, med vsemi naštetimi je največje nasprotovanje naletelo pri ukinjanju plačila za učno pomoč, saj je učna pomoč dejansko namenjena učencem, ki zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov, pa naj si bodo to osebnosti, zdravstveni ali socialni, teže dosegajo neke minimalne standarde znanja. No in s temi kratkovidnimi ukrepi torej ni ogroženo le uspešno napredovanje učencev v nekem osnovnošolskem izobraževalnem sistemu, pač pa so tistim otrokom, ki dejansko potrebujejo učno pomoč, ogrozili možnost za čim bolj optimalno izobraževalno pot. Oziroma, če povem drugače, sprašujem se, ali tisti, ki sprejemajo te kratkovidne ukrepe, razumejo, da s tem škodujejo naslednji generaciji, ki bo v prihodnosti temelj naše družbe. No in z vsemi temi pomisleki sem se odpravila do ravnatelja gimnazije v Slovenj Gradcu in nenazadnje tudi do vodje aktiva ravnateljev za Koroško. Seveda so problemi. Problemi so nastali izključno zaradi tega, ker smo seveda to načrtovali v začetku šolskega leta. Šolsko leto se oblikuje in seveda načrtuje veliko prej, že v spomladanskem času nekako načrtujemo svoje delo za naslednjo šolsko leto, ki se začne, kot veste, 1. septembra. In seveda tedaj postavimo organizacijsko zadevo tako, da bi naj držalo celo leto. Letni delovni načrt je dokument, v katerem seveda vso organizacijo postavimo in jo seveda tudi izvajamo. Verjamem, da je učna pomoč in pa vse ostale stvari oziroma vse ostale dejavnosti, kot so interesne dejavnosti in šola v naravi, nek del programa, ki je dokaj fleksibilen. Učna pomoč je odvisna od odločb in te odločbe imajo seveda tudi svoje roke izvajanja in ne znam si predstavljati, da bi kratili te pravice otrokom. Če seveda je potrebna sprememba, se naj ta sprememba zgodi po strokovni plati, pravočasno in pa seveda z dogovorom vseh akterjev, tako strokovnih služb na ministrstvo, stroke v praksi, to pomeni pedagoškega dela in pa seveda staršev, da to dorečemo. Ti naši otroci vendarle potrebujejo učitelja, ki je motiviran, ki je zbran, ki je predan in seveda potrebuje tudi svoj mir. Potrebuje učitelji mir, potrebuje šola mir, konec koncev tudi starši, in da ta proces teče. Iztekel se bo 24. junija za tem šolskim letom. Če seveda je potrebno kaj spremeniti in doreči, je treba to strokovno in pravočasno. Torej šola bi morala biti predvsem na trenutno situacijo, v kateri se nahajamo, tista, ki bi se ukvarjala s strokovnimi vprašanji, ne pa, da se nekako od vas pričakuje, torej od delavcev šole, če tako želiva, da ste dejansko postali birokrati. Drži. Birokratizem, ki se je nekako tihotapil v sam šolski sistem, je dosegel svoj vrh za temi ukrepi. Čeprav dostikrat med nami seveda še razpravljamo o tem, da to ni konec. Glede na to, v kakšnem tempu so se razni ukrepi odvijali in v katero smer so šli, nas je lahko upravičeno strah, da temu še ni konca. Seveda bi bilo strani stroke veliko bolje, da se v samem dogajanju šolskega procesa več pozornosti posveti pedagoškemu strokovnemu delu. Nismo čisto prepričani v to, da je temu posvečeno dovolj. Support, ki ga trenutno dobivamo, je na pedagoškem področju manjši, kot bi moral biti.
Začneva z zadnjimi 5 leti, recimo na grobo rečeno. Prenekateri res se je torej zgodil v šolstvu iz strani različnih vlad. Na koncu imam občutek, govorim o svojem osebnem občutku, da smo ljudje, da tisti, ki vodijo državo, ne nazadnje državljani, to sprejeli kot nekaj čisto samoumevnega. Ne nazadnje tudi zato, ker se rezi v šolstvu v nekem kratkem obdobju sploh ne poznajo. To so stvari, ki imajo posledice na nek daljši, torej časovni rok. To izhodišče mi je zelo všeč, kajti popolnoma drži. S prvimi rezi v šolstvu smo res začeli že pred 5 leti in kar nekako samoumevno se je zdelo tako vladam kot javnosti, da se pravzaprav ti rezi zares nikjer ne poznajo. Ampak mogoče so ravno zaradi tega vsi ti poskusi, ki se dogajajo sedaj, toliko bolj občutljivi. Šolstvo je v 5 letih prišlo na tisti rob, ko pač enostavno ne prenese več novih zategovanj in pa novih rezov. In zanesljivo si želim, da bi vlada seveda to čim prej spoznala, da bi se tega zavedala naša družba, kajti vsak rez v šolstvu se pozna samo na dolgi rok. In tu si želim seveda, da ne bi okrnili kvalitete našega šolstva, ki je na zavidljivi in dobri ravni, in da bi seveda dali znanju tisto možnost in priložnost, ki lahko reši in v boljše čase popelje našo družbo. No, ampak kljub recimo vsem tem vašim željam, je dejansko trenutno stanje popolnoma drugačno. Nažalost je jasno, da težek čas, v katerem se je znašla država, pomeni, da je nekje treba najti seveda denar in rešitve se ponavadi iščejo na preveč enostavne načine. Tak občutek imam zdaj tudi v šolstvu. Pripričan sem, da bi bilo mogoče v našem sistemu, ki je eden največjih, seveda, kar jih ima država, v našem sistemu najti rešitve za racionalizacijo, ki je drugje. Mogoče tam, kjer sedi preveč uradnikov, ki se ukvarjajo šolo na nekaterih mestih in so včasih ti uradniki tudi seveda ne dovolj učinkoviti. Ampak najlažje se vedno zdi, če se seveda spustimo kar v šolo. In tu pričakujem, da bo vendarle modrost sedanje politike zadostna, da bomo se zavedali tega, da seveda enostavno rezati denarja za šolstvo nima nobenega smisla. Če se dotakneva recimo te pomoči ali pa teh aktualnih recimo rezov, ki se napovedujejo, potem je treba vedeti, da seveda tudi znotraj dijakov in učencev s posebnimi potrebami sigurno neka rezerva. Verjamem, da zdaj, ko veliko govorimo o tem in slišimo, da se dogajajo anomalije, jasno, ampak vsekakor ne bi smeli tega reza potegniti tam, kjer je nekdo te pomoči pa zares potreben. Saj v šoli smo se tega kar navadili nekako. Gimnazija ima letos res samo 4 dijake z odločbo, torej 4 dijake s posebnimi potrebami. Ampak pri nas na gimnaziji nikoli ni bil problem, če je dijak dolgotrajno bolan, so mu učitelji vedno pomagali. Se pravi, brez plačila je šlo to. In tako bo tudi v prihodnje, a vendarle sistemska rešitev more biti takšna, da ne bo prizadela seveda tistih učencev in dijakov, ki so take pomoči potrebni. Seveda lahko govorim samo za gimnazijo. V teh 5 letih pravzaprav najbolj pogrešam tisti del denarja, ki ga je država odrezala vsem obšolskim dejavnostim. Namreč zelo pomemben del šole se nam dogaja tudi ob šoli. In res je, da je že desetletja ta del bil vedno zelo zanemarjen, postavljen strani države v ozadje, smo pa šole zaradi tega, ker pač je nekako treba nek zastavljen koncept peljati dalje, to ves čas delale intenzivno in to pomeni, da učitelji ogromno projektov, ogromno obšolskih dejavnosti, priprav z dijaki in vse to delajo zastonj. To že leta in leta, seveda to nekaj časa gre, ampak če hočemo, da bi ta šola bila kvalitetna, da bi dijakom dala neko kvalitetno izkušnjo in kvalitetno znanje, potem bi seveda se država morala zavedati, da bi bilo treba tudi v ta del vložiti vsaj nekaj denarja. Tako pač je. Ampak zdajšnji rezi pomenijo seveda, da se nam začenjajo rezati že celo tisto temeljne stvari. A ne, kajti glavarina,
ki naj bi jo znižali, se pravi na dijaka, pomeni, da bo šola z manj denarja seveda še veliko težje gnala stvari. Bi bilo pa prav, da tako javnost kot ta družba enkrat zares razume učitelje. Da so to ljudje, ki so pripravljeni ogromno časa ob pouku, ob delu v šoli vložiti seveda v delo z dijaki in ta čas, ki je torej vložen kot seveda neko zastonjsko delo, je lahko gre, ne more iti v nedogled. Sama se sprašujem, če recimo tisti, ki sprejemajo te kratkoročne odločitve, kratkovidne morda, se zavedajo, da na koncu ta generacija oziroma te dijaki bodo nekoč predstavljali temelj torej naše neke bodoče družbe. Kakšno je vaše mnenje konkretno? Ja, zelo si želim, da bi se tega zavedali. Saj v resnici mislim, da se. Je pač res, da potem, ko iščejo rešitve, te iščejo zelo nepremišljeno. Kajti tu bi bil potreben temeljit premislek, mogoče ne bi bilo slabo, če bi seveda kdaj kdo tudi iz ministrstva prišel na šolo in poskušal pogledati življenje ene šole, eno dušo. Če kaj se je tej naši gimnaziji v Slovenj Gradcu v teh 18 letih obstoja zgodilo zares veliko stvari. Ampak še enkrat zato, ker so dijaki, učitelji in njihovi starši seveda bili pripravljeni narediti malo drugačno šolo in vanjo vložiti. Mi smo v ogromno projektih in vse te zadeve tečejo in na koncu koncev pravzaprav mojim ljudem ostanejo samo še počitnice, vse krajše, ampak itak vemo, kako javnost gleda na to, da jim to vedno očitamo. Želim si torej, da bi vlada, da bi družba podprla šolstvo in se zavedala, da je to zares eden glavnih kapitalov, ki ga vlagamo v znanje. Nas lahko rešijo samo mladi. In ti mladi seveda rabijo eno izobrazbo, kvalitetno izobrazbo. V končni fazi je zdaj glavni problem v šoli ta trenutek, ta, da smo se šole precej zaprle hermetično, da se učitelji staramo in pogrešamo mlade učitelje. Zakaj ne bi ta država našla za dodatno pomoč in za tako obšolsko delo mladih, ki bi jih zaposlili, mogoče preko kakih drugih transferjev ali preko evropskih projektov, da bi našli denar in na tak način mogoče omogočili seveda mladim učiteljem, da delajo v šoli, da si nabirajo neke izkušnje in da ko bo treba zamenjati učitelje, ki bodo, upam, enkrat dočakali tudi seveda svoj pokoj, da bodo jih takrat lahko zamenjali dosti sposobni in ambiciozni mladi učitelji. V prejšnji oddaji, še vedno si jo lahko v celoti ogledate na netu, sem gostila brezdomca Konrada, ki mi je predstavil človeku nedostojno situacijo hiše, v kateri bivajo, ter seveda tudi povedal, da so vse obljube, katere so prejeli strani občine na svetovni dan brezdomstva, seveda ob prisotnosti medijev, splavale po vodi. Da pa ne predstavim zgolj ene plati medalje oziroma ene plati zgodbe, sem v tem tednu obiskala tudi direktorja javnega zavoda Spotur. Ja, poglejte, seveda brezdomce kot take mi v celoti spoštujemo, vsakova njihova pripomba je za nas dobrodošla. Mi se trudimo, da jim pa res omogočimo, kar se da, dostojno bivanje. Moramo vedeti, da objekt kot tak je seveda v slabem stanju, v njega se veliko ni vlagalo v preteklosti in se tudi verjetno v prihodnje ne bo, ker v kratkem bo objekt primeren za rušenje. Mi se trudimo, da ga pač vse te luknje, vse te napake krpamo sproti, da lahko oni normalno in pa dostojno živijo v objektu. Kar se tiče okolice, je tam javna površina, katero uporabljamo različni uporabniki, od privatnega sektorja do nas brezdomcev. Mi smo javnemu komunalnemu podjetju naročili, da pač popravijo tiste luknje, ki tam na parkirišču se pač naredijo. Oni so prišli z strojem, so skopali, mi nismo bili zadovoljni, zato smo jih še enkrat poklicali in so to tudi odpravili, tako da je sedaj dvorišče in pa prehod nemoten. Kar se tiče pa same strehe in pa objekta, ga mi pač saniramo sproti, menjamo kakšno opeko in pa tudi počistimo žlebe. Smo pa z operaterjem tudi kabelske televizije, kar imajo tudi željo, oziroma satelitske televizije, da jim pripeljemo v objekt in pa internet v dogovoru, vendar tu moram jaz pokarati kar tega operaterja, ki je zelo slabo odzivni in smo šli zdaj v pogovore z drugimi, da jim bomo tudi, jaz upam, da v kratkem omogočili tudi televizijo,
satelitsko in pa brezžični internet. Samo še eno vprašanje, sami ste že torej omenili, stavba je namenjena za rušenje, morda se že ve, katera nova lokacija? Zaenkrat nove lokacije ni, ker tudi ni, da bi se že jutri stavba rušila. Tu nekje obljuba župana je, da bo objekt kot tak stal še vsaj 5 let in seveda mi ga moramo teh 5 let držati pri moči, no, da bo lahko brezdomci tam normalno bivali, ko pa bo tako daleč, pa bomo seveda iskali novo rešitev. Iščemo pa že v regijskem projektu, ki se sedaj pripravlja, imamo idejo, no, da bi to zavetišče razširili na regijsko zavetišče, ker le-ta bodo tudi sofinancirana strani države za večja zavetišča in tudi tu že potekajo neki načrti, kako v prihodnje. V okviru priprave novega občinskega prostorskega načrta je mestna občina Slovenj Gradec izdelala karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti na širšem območju naše mestne občine. Torej, analizirane so bile vse 3 reke, tako Mislinja, Suhodolnica kot nenazadnje tudi Homšnica. V tem trenutku se torej selimo v mestno galerijo, kjer so vse te karte tudi predstavljene. Ja, v mestno galerijo smo postavili poplavne karte z namenom, da se čim širša javnost, občani seznanijo z najnovejšimi poplavnimi kartami, ki smo jih izdelali v okviru priprav, se pravi strokovnih podlag za nov občinski prostorski načrt. Torej, to so realne poplavne karte oziroma karte realnega stanja? Ja, izdelovalec to naredi na podlagi dejansko točnih izmer višin padcev terena in potem se naredijo simulacije globin vode v primeru 10-letnih, 100-letnih pa 500-letnih vod. To imajo pač glede na količino padavin izračunano. Če bi nekako povzela recimo vse te karte, sama sem dejansko laik, velja Slovenj Gradec za poplavno območje, so naše reke tiste, ki dejansko dostikrat poplavljajo? Ja, kljub temu, da smo že kar veliko energije pa sredstev vložili v zmanjšanje poplavne nevarnosti, Slovenj Gradec zmeraj ni, se pravi, ni zmanjšana nevarnost poplav, predvsem Mislinje. Suhodolnico smo z novo regulacijo struge od pokopališča do tovarne Johnson nekako zdaj pretočnost uredili na nivo 100-letnih vod. Tako da tule ne bi smelo več poplavljati v primeru 100-letnih vod, če pridejo pa res tiste zemne, pa tudi ta struga ne pobere vsega. Medtem ko Mislinja sama pa rabi še kar nekaj ukrepov, predvsem gorvodno. Namreč izkazalo se je tudi v teh kartah, da če probleme rešujemo tam, ko je voda že zbrana v nekih večjih količinah, v bistvu samo prestavljamo mesta nevarnosti nižje ali pa gorvodno. In ključno za Slovenj Gradec je, da to začnemo reševati že v Mislinji, občini Mislinji. Da ta naloga obstaja, kjer smo to že začeli, se pravi z suhimi zadrževalniki. V primeru velikih padavin se voda akumulira. V primeru pa, da ni padavin, so pa to normalno kmetijske obdelovalne površine. Če bi recimo Slovenj Gradec primerjali z ostalimi občinami, recimo Koroške ali morda recimo, če vzameva kar Slovenijo kot celoto, kje stoji recimo Slovenj Gradec, kar se poplavnosti tiče oziroma potencialne poplavnosti, če temu tako rečeva? Mi smo v zadnjih poplavah pa teh sanacijah kar, bom rekel, velik napor oziroma sredstva vložiti, da mislim, da smo nekje v povprečju oziroma nad povprečjem, da so še bolj ogrožena območja v Sloveniji. Konkretno za občanke in občane, recimo tisti, ki se lahko pridejo pogledati vse te karte, morda vidijo tudi na te karte recimo morda celo svojo hišo nenazadnje. Kaj mi recimo občina, če govorijo o ustanovi in seveda vsem, ki ste tam zaposleni, pravzaprav indirektno na ta način tudi sporočate? Ta karta bo zdaj podlaga, kot sem rekel prej, za nov občinski prostorski načrt. To pomeni, da tudi občina zdaj tam, kjer planiramo nova stavbna zemljišča, ne bo šla skozi na Agenciji Republike Slovenije za vode, tudi Ministrstvo za okolje in prostor in vsi so zdaj jim je to osnova in takoj, ko vidijo, da
da posegamo na območje, ki je na teh kartah označeno kot potencialno nevarno za poplave, je to že rdeča luč. V bistvu so pol možni samo še neki izjemni primeri, kjer so pa investitorju naloženi omilitveni ukrepi. To pa pomeni, da moraš najprej rešiti poplavno nevarnost, pa pol lahko dobiš gradbeno dovoljenje. Pred nami je že kar 12. izbor za najboljše in najperspektivnejše koroške športnike, ki ga tudi letos organizira Koroški radio in športno glasilo Karizma. Kdo so favoriti, kako je potekalo glasovanje in ne nazadnje, kaj pomeni talenta, pa s kolegom Markom Vrečičem. Če na začetku narediva nek prerez med prvim in tokratnim 12. letom, ki opažate morda izboljšave, morda manjko? No, to je pravzaprav naša akcija, ki jo delamo v sodelovanju s časopisom športnim glasilom Karizma. Kar se pa tega tiče, mi smo začeli z izborom samo športnikov v tako imenovani absolutni konkurenci, torej najboljših koroških športnikov. Pred 6 leti smo pa temu priključili še izbor mladih perspektivnih športnikov, kar je dajalo tej akciji novo kvaliteto. Kajti med temi velikimi, da tako rečem, ni veliko sprememb. Tam bi se preveč ponavljali, tudi akcija morda ne bi bila toliko zanimiva, medtem ko pri teh mladih športnih upih se pa stalno izmenjujejo, ker pač odhajajo mlajši v višje konkurence ali pa recimo nehajo se ukvarjati športom, kakorkoli. In zato je akcija dobila prav posebno kvaliteto, pa tudi zanimanje med trenerji, med starši in tako naprej. Torej, ta akcija poteka na bazi glasovanja. Kdo na nek način torej v prvem smislu da pobudo, za katere se potem kasneje glasuje in seveda koliko časa ne nazadnje tudi poteka to glasovanje? No, glasovi so sestavljeni iz 3 delov. Eno je radijsko glasovanje, potem je glasovanje preko spleta pri tem časniku Karizma, tretje so pa koroški športni novinarji in iz teh 3 se potem sestavi skupna ocena. To pomeni tudi ponderje, če se tako strokovno izrazim, so različni, kajti po internetu pride tudi po par tisoč glasov, pri nas pa toliko poslušalcev seveda ne more glasovati, vsi ne morejo priti v eter, ampak potem pa obtežimo vendarle, da so glasovi med sabo enakovredni, torej iz teh 3 področij, kjer se glasuje. Kar se pa samih nominacij tiče, torej koga se predlaga, to pa pripuščamo časniku Karizma in pa športnim novinarjem, ki seveda najbolj vedo, kdo se je v preteklem letu odlikoval, kdo si zasluži, da je tukaj notri, in moram reči, da je kar 80 športnikov nominiranih za mladega, perspektivnega športnika in 70 v absolutni konkurenci. So morda kakšne omejitve, ne vem, starostne? Ne, to sploh ne, ampak omejitve so pa regijske. Mi rečemo koroški športnik leta, to pomeni tisti naši sicer športniki, ki igrajo zunaj, štejejo, ne štejejo pa recimo tujci v naših klubih in podobno. Skratka, pomembno je, da je športnik od tod ali pa vsaj izhaja iz naših krajev. Torej, to tekmovanje se odvija enkrat letno. Imamo torej Korošci toliko nadobudnih športnikov, torej perspektivnih športnikov, ne nazadnje, da se ta akcija torej odvija enkrat letno. Morda kot primer recimo tudi mestni svetniki oziroma komisija za podelitev nagrad je razmišljala, da se recimo naziv časten občan mestne občine Slovenj Gradec podeljuje manj pogosto, torej na obdobje morda 2 ali celo 4 let. Ne, to sploh ne bi mogli primerjati. Najprej to, športniki, koroški športniki so nekakšna znamka tudi slovenske merilo, saj na koncu koncev je športnica leta v Sloveniji Tina Maze, ki je tudi naša in ne dvomim, da bo tudi letos zmagala v tem našem izboru. To pomeni, so močni v državnem merilu, tako da si vsekakor zaslužijo. Ti občinski izbori z njimi je pa tako, tega sploh ne bi primerjal z, bi rekel, torej častnim občanom, tam je treba res s tresočo roko to imenovati, da ni inflacije teh nazivov. Tukaj pa je povsem drugače in pomembno je predvsem za mlade športnike, da se jih odkrije, da se jim da tudi neko priznanje. Recimo, ko pa v občinah izbirajo športnike leta ali pa delijo neke športne nagrade, so pa zelo, da tako rečem, občinsko zaplankani. To pomeni, ni čisto absolutna kategorija, to niso absolutni rezultati pomembni, tam je zelo pomembno, da je naš, mi pa gremo preko tega, malo širše naš izbor. Torej ne samo, da so naši, ampak so tudi dejansko dobri. Tako je, točno tako.
Sami imate morda kakšnega favorita, čisto zadnje vprašanje? No, kar se tiče v absolutnem izboru, najbrž ni treba biti zelo pameten, da vemo, kdo bo zmagal, a ne? Ker je tudi bila športnica leta v Sloveniji. Kar se tiče pa mladincev, pa ne bi znal povedati, kdo bo zmagal. Težko. So pa med njimi zelo dobri športniki. Smo prešteli 5 svetovnih prvakov v različnih športih. Ne sicer vsi letos, ampak vseeno. Koliko je pa recimo tipov športov, ki se pojavljajo recimo pri tovrstnih nominacijah? No, to je zanimivo vprašanje. Letos smo našteli kar 30 športov, 30 športnih panog, v katerih so vsi ti naši športniki. In to je bržkone tudi razlika recimo med prvo letom in zdaj 12, da se verjetno na začetku, zgolj predvidevam, ugibam, pojavljalo manj različnih tipov športa. Res je, pa tudi športi so se razvili. Zdaj imamo neke triatlone, ki jih celo slabo poznamo, pa imamo potem neko streljanje z lokom, pa stvari, ki recimo pred 12 leti še niso bile toliko znane, pa vsaj ne toliko popularne. Hvala lepa in seveda nasvidenje torej na zaključni prireditvi. Hvala tudi vam. No, ob koncu pa še kulturi oziroma v rojstno hišo Huga Wolfa, kjer sem obiskala eno izmed glasbenih delavnic za otroke Spoznajmo glasbo. Tokratna 5. delavnica nas je popeljala v čudoviti svet črno-belih tipk in je tudi ta potekala pod strokovnim vodstvom profesorjev glasbene šole Slovenj Gradec. Torej, v hiši Huga Wolfa je soboto dopoldne veselo. Polno otrok, seveda najprej zakaj? Tako je, enkrat na mesec se v hiši Huga Wolfa odvijajo glasbene delavnice za otroke. Namenjene so predšolskim otrokom prve triade osnovne šole in na njih se predstavljajo posamezni inštrumenti. Vsakič je na vrsti ena druga delavnica z drugo temo. Torej, 4 delavnice so se že odvile, kateri inštrumenti so se predstavili na teh 4 delavnicah in seveda kateri inštrumenti se bodo predstavili danes na 5. Danes se predstavljajo inštrumenti s tipkami, predstavili so se pa že klarineti, saksofoni, harmonika in še nekateri drugi. Kdo predstavlja inštrumente? Delavnice izvajamo v sodelovanju z glasbeno šolo Slovenj Gradec, tako da jih izvajamo pod vodstvom profesorjev glasbene šole in so torej tudi izvedene tako, kot je treba. Torej profesionalno. Kakšen pa je namen teh delavnic? Namen delavnic je predstaviti vse inštrumente otrokom, ki mogoče razmišljajo o vpisu v glasbeno šolo, jim na zabaven način prikazati glasbo, jih spoznati z skladatelji in jih mogoče navdušiti nad katerim od njih. Kakšni so pa odzivi, kako recimo otroci, ti najmlajši in seveda vsi tisti do prve triade, kot ste sami dejali, sprejemajo inštrumente, kako sprejemajo torej glasbo in nenazadnje tudi vaše delavnice? Moram reči, da otroci odlično sprejemajo te naše delavnice, najbolj so navdušeni nad tem, da lahko tudi sodelujejo sami na njih, igrajo na inštrumente, pojejo, dirigirajo, plešejo, tako da je res zabavno, no? Naslednja delavnica, 6. zapovrstjo, bo torej namenjena kateremu inštrumentu? Ja, na naslednji delavnici, ki bo izvedena 7. februarja, bodo predstavljena pihala in bomo torej pihali. Hvala za vašo pozornost, ostanite še naprej v naši družbi ter predvsem vedno in povsod razmišljajte svojo glavo. Pa srečno!